Cool. Pa dajva začeti kar z vprašanjem, ki sva ga dobila. In sicer Peter nas sprašuje, kako naj se podjetje loti uvajanja taktik v e-commerce, kaj je tu Paretovo pravilo, kaj so predpogoji za predlagani scenarij. Torej, 3 vprašanja v enem. Ok. Super, Peter, hvala za vprašanje. Zdaj, verjetno Peter tukaj zanima ta del, kjerih 20% taktik se moraš najprej lotiti, da boš dosegel 80% nekih rezultatov, pa kjer s tistem mogoče malo bolj stvari, ki jih lahko pustiš za na konc. Zdaj, glede na neke statistiko, pa naše izkušnje, pa recimo v strankah, kaj zadeve delamo, je definitivno največji učinek pri tem, da znaš delati v bistvu bolj personalizirano, pa bolj segmentirano zapuščeno košarico, se pravi, da znaš dobro upsellat produkte, se pravi, v tekom samega nakupa ali pa po nakupu, pa da znaš ta prave izdelke priporočati. Se pravi, ta priporočilni model. To so te stvari, ki bi se jih prve lotil, moraš seveda imeti za to ustrezne podatke, ampak te recimo upselle pa recommendation modele ali pa priporočilne modele za izdelke lahko potem dodajaš tudi v svoje redne kampanje, ne rabiš pa še vseh teh dejansko trigger-based delati, je seveda pa je to dodana vrednost, je pa tako ena statistika, no, sem prej malo omenil, je, če bi za 5% retention zvečal, se to na prihodkih pozna tako do 25%. Prav, res je pač od industrije malo odvisno, ampak če bi štartal s tem, sem rekel, zapuščena košarica, personalizacija, se pravi produktov, pa boljša segmentacija, pa upsell, evo, to bi bilo tistih prvih 20%. Se tudi naš ta standarden proces uvajanja, če rečeva marketing automationa v e-commerce predvideva nekih standardnih prvih 5 taktik, ki jih vsakmu vzpostavimo in seveda zbrali smo jih pa ravno po Paretovem pravilu, torej tiste, ki se najbolj splača uvesti.